Mi gremo na dopust, na Portugalsko. Na dopust. Mi, vi pa ne. Oči pa ne gre na dopust, oči gre pa delat. Oče gre pa delat, res je. Are you listening? You crazy mother. Živijo vlak. Tokrat iz Portugalske naša družina se odloča za en epski road trip. To pomeni, da smo šli na jug Portugalske, kjer se bomo zadrževali 5 dni, prevozili večino teh znamenitosti, ki so značilne za jug. Potem se bomo počasi odpravili proti severu, proti Lizboni, tako da bodite z nami, nastali bojo 3 vlogi in vse 3 vloge podpira Mastercard, tako da jaz mislim, da se bomo imeli prav fajn, vi pa tudi z nami. Ena stvar, ki je ful zanimiva, je to, da je ura 9:20 zjutraj, zunaj je pa res toplo. Moje tam 21 stopinj že, pa sonček, tako da občutek, da je res poletje, tam 25. maj, ne pa začetek marca, tako da domačo plažo smo zdaj spoznali, zdaj pa letimo na najbolj južno točko Portugalske, kjer bomo lahko videli en tak zelo ikoničen svetilnik, pa eno tako tvrnjavco, ki se pojavlja v vseh video razgledancah te države. Gremo tja. Takole, mi smo pa zdaj točno na najbolj jugozahodni točki Evrope. Prišli smo na konec sveta, namreč Rto Svetega Vičenca so v srednjem veku rekli konc sveta. V bistvu je bil pa inspiracija za Portugalce, kako osvajati svet, ker zanimalo jih je, kaj se skriva za tistim obzorjem tam v zadnji. Zato so lahko Portugalci osvajali svet in v tem so bili res dobri, če ne celo najboljši. Je pa to z nami tako drugače od prvih popotovanj, v smislu, da gre naš Liam, ki je 4 leta star zraven in nas malo tako matra. Da ne, Liam? Zdaj to, wow. Kako so Zdaj. spale vsekale. Viš, kakšni valovi so. Mi smo se ful zadržali, tako v bistvu na 2-3 ure na koncu sveta, tako da gremo naprej. Je pa tako, da nas je v bistvu ta narava, klima, trenutne temperature, vse ful navdušalo, tako da gremo še malo naprej. Se gremo v bistvu pogledati te najbolj znane surferske plaže, ki so pa tukaj severno od te najbolj južne točke. To je pa tako magical, tako lepa plaža. Za moje pojme ena najlepših plaž, kar sem kdajkoli v življenju videl. Neverjetni valovi, v smislu, ja, pač lej, če si surfer, je po moje tole 7. nebesa. Zdaj, če bi letela iz Ljubljane na take destinacije, kot je jug Portugalske, pa naša familija bi sigurno dosti več vikendov preživela kje druge, ker zdaj je bilo tako, ne? Zadeva je bila precej naporna. Najprej smo se mogli do Dunaja, približno 4 ure voziti, približno 3 ure pa pol do Fara, pa še na pol ure do Pakmaja, pa vmes pred avto dobiš kot potovanje, v bistvu izgledalo tako od 7 zjutraj do 7 zvečer. To je to. Mi ne gremo kamor, to je to. Ha?
Če bi bil tamle kafič ali pa restauracija, vržemo sidro, kupimo dilo in zmaga cela. Spet smo se nekje mimo pelali in se peleš mimo in naletiš na najbolj nenavadno možno plažo. Spet je ena taka surferska meka, tako da smo kar kurjo pot, mi se sploh ne moramo straviti nikamor. Kakšni valovi so? Ej, noro. Zdaj se sploh ne moram. Toliko je enih razglednih točk, pa enih pozicij, na katerih so taki razgledi, da jaz to sploh ne moram verjeti. Če imate bucket listo destinacij, kamer hočete v življenju iti, pa na njeni Portugalske, pol je napačna bucket lista. Dajte takoj to revidirati, pa dajte jo noter. Mislim, da je bilo to zdaj čisto zadost, tako da jutro pa naprej. Evo, mi smo pripravljeni, najprej gremo malo v notranjost dežele, pogledati dve manjši, tipični vasici, kaj je Liam. Pa se bomo spustili do glavnega mesta na jugu, torej Fara, pa bomo videli, kaj nam bo pač dan prinesel. Bomo se kar prepustili, v bistvu si ne bomo nič prav zelo hudih načrtov delali, tako da pejte z nami. To je pa ta prav sliček, glej. Tako, nekaj 45 minut vožnje v notranjost, smo v eni tipični vasici Alte. Vožnja do sem je bila taka zelo, kot da bi se vozil po neki kraški pokrajini, po našem slovenskem krasu, z pridihom Dalmacije. Vidiš kakšne gave, pa grozen, veliko grumov, mandarin, pa limon. Palme so posod, pa taki res slički. Ja, noče, da se... Čisto lega. Ni, če mu ne daš denarja, ni nič. Tako, zdaj smo pa v Faru, to je glavno mesto juga in sicer v starem centru, ki je pa tudi zelo slikovit. Načeloma v Faru pravi, da je to tisto, kar si moraš iti pogledati. Mi smo rekli, da je zadost za danes, da gremo domov v apartma in na našo plažo, ker Mulcko hoče, je rekel, da bi se rad kopal, da bi šel rad na mivko, vse za otroka. Mi smo se odločili, da naredimo malo brejka oziroma da se zadržujemo bolj v bližini našega apartmaja. Najeli bomo kolesa in bomo šli raziskovati okolico, kje pravzaprav sploh smo. Ker je imel po včeraj folk par komentarjev, kje smo pa v kakšnem apartmaju smo, ko so videli v bistvu par storjev, je pa mogoče moment, da vam razkažem. Mi smo za 5 dni tega apartmaja dali 289 evrov. Res, da ni nek high season, je pa apartma zelo dober. Velikdneven prostor, zadnje kuhna. Kuhna ima vse tudi, pralni stroj, pomivalni stroj, pečica in vse te zadeve. Pol je pa še tako en prostor, v bistvu spalnica in tam na vzadi je tako vogalna panorama. Najlepše, zakaj smo se odločili za ta apartma, je pa to, da je res amazing view. Želeli smo si pogleda na Atlantik in smo ga tudi dobili, no. Hud, ne? Tako jo, no, pazimo na oceno po Bookingu, ponavadi okoli 9, jaz pazim tudi na oceno interneta. Pa tako klukamo par opcij, family friendly, parkirplac, pa te fore, tako da to je kar fajn. In pa dobiš škole. Torej najamemo kolesa, pa gremo malo okoli pogledati.
Še malo preden zaključimo današnji dan, smo rekli, gremo še eno plažo pogledati, in sicer plažo Svetega Rafaela, ki je ena bolj slikovitih, in res je, jaz sem kar govoril, to je tako slikovit, da podalej, tole tole. Evo, začenjamo dan številka 4, zadnji dan na jugu, jutro se odpravljamo proti Lizboni. Tako da, ja, šli smo v Taviro, vsi označujejo kot eno tako najbolj značilno južno-portugalsko mesto, zelo blizu španske meje. Pa imamo pogled, kako se gleda. Itak ne bi bili popotniki, če ne bi šli pogledati Trnjave. Lijemu je pa tako všeč vse, kamor lahko plezaš. Tam malo ne vidi kafederej. Mislim, da ga sam lovijo cele dneve. Najbrž vsak, ki ima otroke, ima zastop, da otroke peleš na dopust, ne greš na dopust. Kaj je tole, pokolica? Tavira je definitivno nekaj, kar morate iti pogledati, ker je, bom rekel, avtentična. Ni nič moderne arhitekture ali pa zelo malo, in v bistvu vse tako, kar je nekoč bilo. Tako da, če ste na poti na jugu, je Tavira sigurno si za pogledati, ker dobite en tak tipičen portugalski film. Tako da zgleda pa Avenija spodaj, fenomenalna. Mi se načeloma tistih na polno prezasedenih turističnih destinacij kar precej izogibamo ali pa vsaj želimo izogniti, tako da so taka mesta prav malo balzama za dušo. Se mi zdi, da smo pa tako relativno idealen leten čas ujeli, sredina marca, top, temperature 22-23 stopinj, rahel vetrič iz Atlantika, ko se skupaj ohlaja, če ne bi bilo še par stopinj več. Če izberate sezono, izberite, ja, točno to, torej od marca nekje do konca aprila, ker maja zna biti že precej turistične gužve. Zdaj smo si pogledali to avtentično, zdaj gremo pa v bistvu malo pogledati še naravo, ker v bistvu smo tukaj bolj zaradi narave, kot zaradi mest, tako da gremo malo na plažo. Smo pa malo pogledali, kaj je dobro, tako da tukaj okoli smo rekli, da bomo pa kar probali eno lokalno plažo najdeti. Gremo kaj. Zelo ohranjena narava, treba je to priznati Portugalcem. A gremo, Liam? Gremo. Ne gremo. Gremo se na domačo plažo igrati. Na kartini sneg pada, tako da ne gremo.